predstavnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport iz sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih Teja Dolgan, predstavnici Andragoškega centra Slovenije Tanja Vilič-Klenovšek in Zvonka Pankrc-Pahernik, spoštovani župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan, župan občine Hrastnik Marko Funkel, podžupanja občine Trbovlje Maja Krajnik, predsednica Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije Maja Radinovič-Hajdič, spoštovani gostje, predstavniki zasavskih zavodov, društev, organizacij, spoštovani partnerji, drage sodelavke, sodelavci, udeleženci in vsi prijatelji Zasavske ljudske univerze, vsem skupaj voščim lep dober večer. Danes smo se zbrali, ker praznujemo. 60 let Zasavske ljudske univerze pomeni 60 let izobraževanja odraslih v Zasavju. Že pred 6 desetletji so naše občine ustanoviteljice Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik se zavedale pomena znanja. Za njihovo vsestransko podporo skozi vsa ta leta se jim iskreno zahvaljujem. Nedavno mi je pisala oseba, ki na Andragoškem centru velja za eminenco na področju zagotavljanja kakovosti. Čestitala nam je za jubilej in ob tem zapisala, da se je Zasavska ljudska univerza v zadnjih 10 letih povzpela med najboljše tovrstne ustanove v Sloveniji in je lahko zgled tudi drugim. Drži. Ljudska univerza je skozi zadnjih 60 let spreminjala ime, lokacijo, ponudbo, ohranjala pa je svoj prvotni cilj izvajati kakovostne izobraževalne programe za odrasle v domačem okolju ter pomagati in svetovati Zasavkam in Zasavcem, kako narediti korak naprej. Danes je Zasavska ljudska univerza sodobno izobraževalno središče z bogato in kakovostno ponudbo. S kulturo vseživljenjskega učenja premikamo meje in postavljamo nove standarde na področju izobraževanja odraslih, večgeneracijskega sodelovanja ter skrbi za ranljive skupine. Zagotovo so bili izzivi pred 60 leti drugačni kot tisti, s katerimi se soočamo danes, ko so pred nami demografske spremembe, izzivi dolgožive družbe, podnebne spremembe, trajnostni razvoj, svetovne migracije ter iztekanje finančne perspektive in s tem evropskih sredstev. Upamo, da bo stabilno delovanje našega zavoda v prihodnje zagotovila nova javna mreža izobraževalnih organizacij za odrasle, ki pa je trenutno še v pripravi. Zasavska ljudska univerza se je vedno znala prilagajati času in prisluhniti potrebam ljudi v regiji. Naša strast do učenja, vlaganje v razvoj novih programov, kompetence zaposlenih so nam omogočili prijave na mednarodne Erasmus projekte. Sodelavke in prostovoljci so v zadnjih 2 letih večkrat pripravili kovčke in odpotovali po nova znanja in dobre prakse. Naj spomnim na nekaj naših uspešnih zgodb. Večgeneracijski center Zasavje, ki nudi brezplačne priložnosti in odprta vrata za vse generacije. Samo v lanskem letu smo zabeležili skoraj 2900 vključenih udeležencev, 3000 izobraževalnih ur in preko 13400 obiskov. Načrtovane kazalnike smo močno presegli. Sodelovali smo pri razvoju nove nacionalne poklicne kvalifikacije izdelovalec plastičnih kompozitnih izdelkov. Ravno ta izlet v novo področje dela, kjer smo učilnice zamenjali za delavnice, zvezke in knjige pa za orodje, sta nam dala pogum za vključitev v partnersko sodelovanje v verižnem eksperimentu. Eksperimentki so zgodba o uspehu tako za otroke, strokovne delavce kot tudi prostovoljce. V okviru evropskega projekta za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc izboljšujemo digitalno in komunikacijsko pismenost zaposlenih, brezposelnih in jim tako omogočamo boljše delovanje in pa zaposljivost v sodobni družbi. Vseh teh projektov pa ne bi bilo brez ekipe srčnih, zagnanih, predanih, najboljših predavateljev, prostovoljcev, sodelavk, tako da na tem mestu vsem in vsakomur izrekam velik hvala. Hvala pa tudi vsem vam, da ste prišli. Za nas je to velika odgovornost za delo v prihodnje, saj nam vaša podpora veliko pomeni. Daj nam moč, da bomo tudi v naslednjem desetletju ostali ZLU, zvesti ljubiteljem učenja. Naše 60-letno delovanje je vedno temeljilo na povezovanju in sodelovanju.
Tudi zato smo nocoj povezali umetnike iz vseh 3-4 občin, različne generacije in različne zvrsti. Slišam bo glas naših uspešnih udeležencev. Verjamem pa še, da ta dogodek od tam zgoraj onkraj spremlja tudi moj predhodnik, Tone Bezgovšek, ki mu gre velika zasluga za odličen napredek Zasavske ljudske univerze. Od nas se je poslovil ravno na današnji dan pred 2 letoma. Vseživljenjsko učenje je pogosto zavestna izbira, je dobra navada. Zanj se odločamo ljudje, ki smo v pridobivanju znanja prepoznali številne koristi za svoje življenje. Znanje je naložba, je radost, je veselje, so lepi trenutki. Vse to želimo nocoj deliti z vami. Ko se bo zavesa spustila, verjamem, da bo vaše srce polno lepih vtisov. In za konec naj vas povabim, da še vi naredite domačo nalogo. Vzemite s seboj domov časopis Moč in radost učenja, ki je izšel ob našem rojstnem dnevu, pokažite ga še komu in ga navdušite za učenje. Kajti več, ko nas bo, prej bomo prispeli na cilj. Pa srečno!